kar takole rekel, Zdenska vas, Glejte, izziv, če bi praviš vsaka 2 meseca so ti otroci v medijih, če bi Center za socialno delo stvari v Grosupljem porihtal, tako kot je treba, jih ne bi bilo v medijih vsake 2 meseca. Tako repliciram. Si ti prepričan, da Center za socialno delo Grosuplje tega ni naredil? Ja, ne vem, če so se rejniki, Jaz pa to zgodbo zelo dobro poznam. In vem, da so dobro ravnali. Enkrat izjemoma so dobro opravili svoje delo. Izjemoma. Zakaj pa potem so ti otroci že otroke prestavili? Tega niso povedali. Center za socialno delo tega takrat ni povedal. Jaz mislim, da če bi to na začetku jasno povedali, zakaj je šlo vsaj nekako, ne vem, sicer s tem, da bi zakrili, da ne vse pravi, ampak nekako bi verjetno lahko pojasnili, zakaj se je pa potem dal. Če bi lahko povedali, zagotovo povedali. Bi oni bili tisti, ki bi izpostavili, ko bojo postopki končani, bo pa zgodba drugačna. Drugo, kar bi pa rad samo mogoče, ker bi širil razpravo, mislim, ne širil, ampak zelo na konkretno. Lejte, zakaj je to tako pomembno, da mi moramo v konkretnih primerih govoriti, ker ti konkretni primeri kažejo na sistemske napake, po mojem mnenju. In meni je samo v interesu, da pokažemo, a sistem deluje ali ne deluje. In v tem zadnjem primeru, recimo, če bomo mi kaj naredili, v tem zadnjem primeru, ko na podlagi pravnomočne sodne odločbe ne dobi mama še vedno otroka, ne vemo, kje je, 3 mesece ga ni videla, oziroma 2 meseca ga že ni videla, in če bomo mi končno, kar se je razkrili, da izvršitelj si bere zakon tako, da ko on pride domov, pa otroka ni, je vse naredil, centri za socialno delo si ga razlagajo tako, policija si ga razlaga drugače, in če bomo mi kle rešili ta primer, da se bo zdaj končno vedel, kaj kdo mora v tem primeru narediti, smo rešili tudi vse ostale podobne primere. In to je edin, kar je bil recimo moj namen v tej oddaji. In nič drugega. Gospod Pavlović, jaz sem v bistvu glih na tej točki hotel podpreti dejansko čim više standarde profesionalnosti kot precejšen del rešitve te sorte problemov. V tej konkretni oddaji sem bil tam, mi je bilo dejansko posebej všeč to, ker ste se dosti poglobili v to zadevo, da ste lahko pa eno diskusijo v to, da nazadnje si je dejansko ravno to izluščen, da Ministrstvo za pravosodje drugače razume, kaj v pravilniku piše, kakor pa sami izvršitelji. In če ni nič drugega naredila, ta oddaja je veliko naredila, ker se je lahko ena dosti nevralgična točka v sistemu začela razrešvati. Zdaj se pač so postavljeni kje, da se morajo zmeniti, kaj pomeni, kaj tam v tistem pravilniku piše. Ampak zato, da lahko to narediš, dejansko se moraš v zadeve poglobiti. In tlele je, da bom rekel, šnel novinarstvo je tisto, ki ustvarja lahko največ problemov. Ker nekaj hočeš dobiti ene informacije, se ne spoznaš na stvar, stvari narobe zastopaš, in jaz ne, da bi zdaj branil strokovne službe, se bojo že same branili, ampak je dejstvo, da težko posreduješ informacije, če te nekdo sprašuje na diletantski način, tako bom rekel. To pa se strinjam. In da je tlele pač poglobljeno novinarstvo raziskovalno tako, ki dejansko gre v to, da zastop stvari, se pravi tudi neko specializirano novinarstvo, je pri teh zadevah so zadosti kompleksne, zadosti zahtevne za zastopiti, in je treba pač, jaz mislim, da se vsaka služba bo zvara drugače, če jo sprašujejo ljudje, ki svojim načinom spraševanja pokaže, da v bistvu šteka, za kaj gre.